Z nami je Miha Šepec z Pravne fakultete v Mariboru. Dober večer. Je igranje klavirja v bloku, kaj zdaj, res prepovedano? Ne, to ni prepovedano. Treba je ugotoviti, ali gre za prekomerno emisijo, kar pomeni, da gre za tak hrup, ki je nepričakovan in nenormalen v neki stanovanjski soseski. Torej, bomo rekli, vadenje klavirja uro do dve na dan je nekaj, kar je razumljivo, normalno, kar ljudje lahko pričakujejo in ne bi smelo biti sankcionirano. Zdaj, nek prekomeren hrup, ne vem, res hudo igranje bobnov ali skoraj da je že nek koncert v bloku, tisto pa ni več normalno pričakovati in takrat bi pa policisti lahko izdali prekrškovno odločbo. Ampak kaj je zdaj problem zakona, ki pravi, kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbe moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z globo 100 €. Zdaj, problema sta dva. Prvič, zakaj samo akustične naprave? Torej, če sekam drva, pa sem ves glasen, pa norim v stanovanjskem bloku ni nič, če pa uporabljam radio ali televizijo prenaglas ali pa inštrument, pa je lahko to prekršek. In drugič, to še ne pomeni, da se zdaj zahteva, da glasnosti sploh ni, da smo vsi čisto tiho kot miši. To samo pomeni, da sme biti prekomerna glasnost, ki presega neke normalne meje. In na policistih je, da bi ugotovili na kraju dejanja dejansko stanje, za kakšne vrste, kako bi rekli, hrup ali glasnost gre. Če je nekaj prekomerno, kar je presega vse normalne meje, potem lahko grejo v prekrškovni postopek, sicer pa morajo oni ugotoviti, da prekrška ni in ne izdajo ničesar. Povejte nam, koliko je pomembno pri vsem tem, da tako rečeva, zdrava pamet. Ker zdaj se dogajajo stvari tudi druge. Recimo, veliko ljudi išče mir na vasi. Na vasi pa se seveda kosi zgodaj zjutraj. Kmečka opravila so glasna, uporablja se motorna žaga in tako naprej. In ti ljudje, ki so kupili hiše, zidanice in tako naprej, želijo živeti v miru in se potem preko družbenih omrežij včasih tudi kličejo policijo, češ, zakaj kosite travo že zgodaj zjutraj. In pravijo, to nas moti. Ja, mogoče njih to moti, ampak to je čisto normalno v nekem kmečkem okolju, to se pričakuje, to je nič nenavadnega in seveda sodišče bi v takem primeru presodilo, da gre za čisto normalne emisije in tisti, ki njega to moti, naj se odseli, naj si da gor slušalke ali kaj drugega, ampak to ni nekaj, kar je nenormalno in pretirano moteče v tistem okolju. Zdaj seveda, če pa nekdo na veliko reže drva cel dan v nekem mestnem naselju, tisto pa ni normalno, to se ne pričakuje in takrat je pa taka kazen upravičena. Zdaj seveda policisti so tisti, ki bi morali to razumsko, pametno oceno narediti. Kako? Po vašem mnenju? Tako, da pogledajo sodno prakso, da vidijo malo, kaj so sodišče potem povedala in potem seveda uporabljajo tudi nek zdrav razum. Zdaj, uro do dve vadenja, recimo, inštrumenta dnevno je čisto razumsko v neki normalni soseski. Če pa nekdo cel dan vadi, je pa seveda to že preveč. Potem pa si mora najti neko posebni prostor ali na šoli igrati, to pa ni več normalno. Lahko imamo merilnike glasnosti, lahko malo preverimo, kaj bi bila recimo neka sprejemljiva glasnost. Je treba pa tudi vedeti, da nekateri bloki so slabše izolirani in se več sliši, tudi ko se ljudje pogovarjajo. To je še vedno lahko normalno, te ljudje, ki živijo v blokih, morajo to pač vzeti v zakup. Problem pa je, ker policisti pogosto po liniji najmanjšega odpora se odzovejo na prijavo in napišejo plačilni nalog, namesto da bi to, o čemer jaz govorim, sploh ugotavljali. Kdo bi torej moral v teh konkretnih primerih, po vašem mnenju, dati to zadnjo končno sodbo? Kaj je zdaj, a je igranje, očitno je to v Mariboru problem, igranje klavirja v bloku res prekršek, ker smo videli, da so 80-letno upokojeni profesorici glasbe so zaradi igranja klavirja izrekli globe 104 €. Kaj svetujete tem ljudem, recimo, ki so prijavljeni in so dobili globe? V takih primerih, kjer je res očitno, da ne gre za prekršek, kot je ta profesorica ali ta mlada punca, ki je igrala klavir, priporočam, da se da sodno varstvo in potem sodišče odloči in seveda v takih primerih in podobnih je sodišče že odločilo, da ne gre za prekršek. Seveda, bolje pa bi bilo, da bi že policisti na prvi stopnji, ker so prekrškovni organ, sami ugotovili, da ne gre za prekršek in ne bi izdali nikakršnih prekrškovnih odločb ali tukaj kot v tem primeru opominov. Zdaj, če pa policisti tega ne naredijo, ima pa seveda posameznik sodno varstvo in potem sodišče v takih primerih zagotovo po sodni praksi presodilo, da za prekršek ne gre. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala.